Danes v Pomurskem dnevniku. Šolarji in težave z internetom. COVID-19 v domovih za starejše. Novo nakupovalno središče. Obeležitev odločitve o razpisu plebiscita. Vreme, jutri bo oblačno. Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Z včerajšnjim dnem pouk za šolarje, dijake in študente poteka od doma. Toda to mnogim predstavlja težave. V Sloveniji, tudi v Pomurju, se še vedno pojavljajo težave s širokopasovnim internetom in nekateri učenci enostavno ne morejo slediti pouku, ker nimajo te možnosti. V šolah opozarjajo, da bodo razlike v znanju lahko precejšnje. Od včerajšnjega dne naprej vsi vzgojno-izobraževalni zavodi samevajo. Šolanje se je namreč preselilo v domove, to pa je poskrbelo za precej neodobravanja. Apeliramo na vse starše, da nekako z razumevanjem sprejmejo tudi to novo dejstvo, ki je, in da bomo tudi tokrat zmogli po najboljših močeh izvesti to izobraževanje nadaljavo. Se pa pojavljajo težave, in to še posebej na področju tako imenovanih belih lis, kjer prebivalci preprosto nimajo dostopa do spleta. Na osnovni šoli Gornja Radgona so bili v teh razmerah primorani poiskati rešitve tudi s pomočjo mobilnih podatkov. Zaenkrat moram povedati, da nekih večjih težav ali pa številčnejših težav pri starših oziroma učencih nismo nekako zaznali. Tisto nekaj, kar pa je prisotno, pa sproti urejamo tudi s pomočjo različnih nekako donatorjev, da iščemo načine, kako vendarle preko tudi mobilnih podatkov oziroma teh mobilnih nekako modemov, kakorkoli že poiščemo način in pot do naših učencev. In to se nam zdi seveda prav, da to naredimo za vsakega učenca, ne glede na to, kje stanuje, kajti to je tudi naša dolžnost. S podobnimi težavami se srečujejo tudi v občini Cankova. Ogromno otrok pri nas nima možnosti, da bi normalno delalo preko spletne povezave, kajti pri nas v občini še imamo kar precej krajev, kjer ni dostopa možnosti do interneta. Tu pa obravnavajo težave tudi pri učiteljih, ki ne morejo delati od doma. Imamo tudi učitelji in učiteljico iz kraja, kjer sploh ne morejo izvajati pouka od doma in morajo prihajati na šolo. Velikih problemov na območju občine Moravske Toplice sicer ne opažajo. Znotraj določenih delov njihovega šolskega okoliša so signali zelo šibki in zato delo ne more potekati, kot bi sicer. Nimajo možnosti, da bi poslušali razlage, ki jo učitelji posnamejo in jo posredujejo učencem, ker so bodisi počasne povezave ali pa sploh ne morejo potegniti datotek dol. Tudi kakšnih stvari se ne morejo povezati recimo v videokonferenco. To se je ravno danes tudi dogajalo pri enem učitelju, da pač določeni učenci ne morejo priti do videokonference, zato ker jih enostavno jim meče ven. Zaradi različnih možnosti dostopa do interneta pa prihaja tudi do neenakopravnega položaja vključenih v izobraževalni proces. Ker danes si ne znam predstavljati, kako se danes ta mladina počuti doma. So naši otroci in tudi nenazadnje vsi ostali, ker niso samo otroci, tudi dijaki imajo pouk nadaljavo, v tem trenutku v velikem hendikepi. Kar nekaj otrok bo moralo precejšen del snovi nadoknaditi, ko se vrnejo v šolske klopi. Za določene stvari bodo prikrajšani oziroma bodo nadoknadili na drugačen način pozneje, ko se vrnemo v šolo. Upamo samo, da ne bo dolgo časa ta zadeva trajala. Zato zdaj apelirajo na državo, naj poskrbi, da bodo imeli vsi enake možnosti. Tu bi mogla država poskrbeti za to, da je država v celoti z nekimi signali dovolj založena, če tako po domače rečem. 100% rešitve v tem trenutku ni, dokler ne bomo imeli urejenega dejansko sistema štiripasovnega interneta. Kot še dodaja Kacijan, je čas korona krize poskrbel, da vidimo, da nekatere stvari, med katerimi je tudi internet, še zdaleč niso tako samoumevne. Včeraj so v nove prostore diagnostično-terapevtskega servisa že vstopili prvi COVID pacienti. Po besedah generalnega direktorja UKC Ljubljana Janeza Poklukarja je bila zaradi razširjenosti epidemije priprava teh dodatnih kapacitet tako z vidika kliničnega centra Ljubljana kot širše države nujno potrebna. Epidemija zavzema celotno Slovenijo in se tiče nas vseh, tako kot danes morda nekoliko bolj izrazito Pomurske regije, pa je prejšnji teden bila v ospredju Gorenjska. Hočem povedati, da
se je treba na tem mestu zahvaliti vsem, ja, vsem v splošnih bolnišnicah, vsem v zdravstvenih domovih, vsem v socialno-varstvenih zavodih, ki te dni z vsemi sredstvi participirajo v skupnem, bom rekel, zdravstveno-socialnem sistemu in omogočajo, da te razsežnosti epidemije, ki smo jim priča, seveda zmoremo. Tako da res iskrena hvala, kajti Univerzitetni klinični center je res največji in nosi morda največjo težo, vendar brez sodelovanja vsakega od naštetih zagotovo ne bi bili pri tem uspešni. Poglejmo sedaj, kakšno je stanje s COVID-19 v domovih za starejše. V Centru za starejše Murska Sobota se stanje umirja, višanje pa beležijo v enoti Elizabeta v Svetem Juriju ter v Rakičanu. Iz Centra za starejše Murska Sobota sporočajo veselo novico, da se je stanje pri njih v zadnjih dneh umirilo. Vsi zaposleni so negativni in so se že vrnili na delo, pri oskrbovancih doma pa še beležijo 4 pozitivne primere, od tega je 1 oseba v bolnišnici. Obdobje izolacije se pri stanovalcih izteka. Dodatno bodo preventivno testirali vse zaposlene, nato pa bodo vzpostavili tako imenovano belo cono v celotni enoti. Je pa slabše v enoti Elizabeta v Svetem Juriju, kjer je po prejetih novih rezultatih testiranj okuženih 39 stanovalcev. Od tega so 4 osebe v bolnišnici, med zaposlenimi pa je okuženih 9 posameznikov. Delo v enoti Elizabeta poteka po predvidenem načrtu, prav tako pa nadomeščajo ves odsoten kader. Na pomoč je priskočila občina Rogašovci in objavila poziv za manjkajoč kader, ki bi pomagal v tej enoti, vendar v domu pojasnjujejo, da je kader namenjen lastniku objekta za izvajanje njihovega dela dejavnosti in ne dejavnosti doma, saj ima dom na razpolago dovolj kadra. Tudi v matični enoti v Rakičanu so potekala dodatna testiranja, tako da je sedanje stanje v matični enoti v Rakičanu 15 okuženih stanovalcev, od tega je 1 oseba v bolnišnici. Okuženih je tudi 6 zaposlenih v matični enoti v Rakičanu. Kot kaže, bo Murska Sobota dobila novo nakupovalno središče. Poglejmo. Mestna občina Murska Sobota je začela s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki predvideva umestitev trgovinskih in drugih stavb območja na zahodu mesta, natančneje ob kanalu na drugi strani trgovskega centra Maximus in pred naseljem Črnelavci. Gre za kmetijska zemljišča, ki so po namenski rabi v celoti stavbna zemljišča. Pretežni del območja je namenjen širitvi in razvoju trgovske ter podobne dejavnosti, severni del pa ureditvi zelenega pasu. Del ob krožišču je namenjen nadaljnji gradnji zahodne obvoznice. Tako se torej predvideva gradnja nestanovanjskih stavb namenjenih trgovskih, poslovnim, gostinskim in podobnim dejavnostim s pripadajočimi parkirišči. Obenem pa še gradnja kraka zahodne obvozne ceste mesta Murska Sobota, gradnja dostopne ceste, priključkov na prometno, kanalizacijsko, vodovodno, elektroenergetsko, plinovodno in telekomunikacijsko omrežje ter ostalih gradbenih inženirskih objektov in izvedba traktorske poti za dostop do njivskih površin. Kot je razvidno iz prikaza nameravane rešitve prostorske ureditve, se na območju predvideva gradnja 5 stavb, od tega 4 večje s površino od dobrih 8.000 do skoraj 14.000 kvadratnih metrov. Ob 30. obletnici odločitve o razpisu plebiscita je predsednik Borut Pahor izpostavil, da se je v takratnih izjemnih okoliščinah politika odločila stopiti skupaj. 6.12.1990 so se namreč predsedniki vseh parlamentarnih strank in poslanskih skupin dogovorili, da podpišajo sporazum o skupnem nastopu za uspeh plebiscita za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Meni, da bi bilo zaradi koronavirusa potrebno stopiti skupaj tudi danes. Moje vprašanje, ki sem ga postavil že ob obeležitvi zadnjega državnega praznika, dneva suverenosti, je, ali niso mar tudi zdaj okoliščine tako izjemne, spričo koronavirusa in vsega, čemur smo priča, ne nazadnje tudi velikih političnih razhajanj v državi, da bi se bilo vredno potruditi za nek dogovor parlamentarnih strank in morda poslanskih skupin o osredotočanju na nekatera ključna vprašanja tega časa, zlasti premagovanja covida in vse, kar je s tem povezano. Moje mnenje je, da ja. In pri tem opiram to svoje upanje na dolgo tradicijo sodelovanja parlamentarnih strank ne samo decembra leta 1990,
ki je bilo usodnega pomena, v najbolj žlahtnem pomenu te besede za uspeh plebiscita, ampak opozarjam tudi na številne druge zelo uspešne projekte sodelovanja med strankami od leta 1990 praktično do danes. Jutri bo pretežno jasno vreme, ki bo trajalo vse do konca tedna. Temperature pa se bodo povzpele do 13 stopinj Celzija. Kakšno vreme v naslednjih dneh pa v nadaljevanju? Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 9 stopinj Celzija. Opoldne smo v Lendavi izmerili 10 stopinj, v Murski Soboti in Radencih 9 stopinj, v Krajinskem parku Goričko pa 8 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem, v Posočju in na okoli 1300 metrov nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo zvečer ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti 4 stopinje in v Mariboru 5 stopinj. Čez dan pa se bodo temperature povzpele do 7 stopinj Celzija. V četrtek se bo nizka oblačnost v notranjosti Slovenije počasi razkrojila. Pooblačilo pa se bo na Primorskem in Notranjskem. V petek bo delno jasno, več oblačnosti bo na zahodu. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Temperature v naših krajih se bodo gibale zjutraj okrog 3 stopinje, čez dan pa med 11 in 13 stopinjami Celzija. Toliko smo vam danes pripravili v Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran www.tvideja.si. Želim vam lep in miren preostanek dneva ter vas vabim v našo družbo tudi jutri.